Tokrat v občinskem informatorju po sestanku v Dupleku več policijskega nadzora in poziv k miru. Podpis pogodbe za položitev nove umetne trave na igrišču v občini Destrnik. S postavitvijo klopotca in degustacijo jakobskih vin oživila vinogradniška tradicija v Jakobu. V Spodnji Kungoti je začetek 18. festivala Klopotec. Del festivala Artstays prvič gostoval na Bregu v Majšperku. Osrednji del festivala Arsana na Ptuju sklenil Luka Šulič. V Gorišnici tek in nordijska hoja pritegnila veliko ljudi. Nova cesta Karavla-Verdinek prinesla večjo varnost in boljšo povezanost. Lepo pozdravljeni. Po zaskrbljujočih opozorilih občanov glede varnosti in ponavljajočih se incidentov, v katere naj bi bili pogosto vpleteni isti mladoletniki, je župan občine Duplek Mitja Horvat sklical sestanek s predstavniki občine, policije, centra za socialno delo in šole. Slednjega so izvedli v petek in sprejeli ukrepe, več policijskega nadzora in poziv k miru. Zaradi zaskrbljenosti občanov glede varnosti in ponavljajočih se incidentov v Dupleku je župan sklical sestanek pristojnih institucij. Zato smo seveda tudi mi ta sestanek dokaj nujno in urgentno sklicali, kjer smo se seznanili, da pravzaprav zoper vsako tako dejanje policisti ukrepajo v okviru svojih zakonskih možnosti, da je problematika, ker gre za mladoletne osebe, še toliko bolj kompleksna. Gre za različne kršitve, pri katerih naj bi bili pogosto vpleteni isti mladoletni posamezniki. Zadnje kršitve so predvsem to nasilno dejanje in bom rekel čist fizični napadi na občane, ki opozarjajo na motečo objestno vožnjo po samih ulicah. Zagotovo pa bom rekel konkretni problem pa je predvsem to, da neka združba mladoletnikov, ki pač nima pravega nadzora ali pa nekih pravih vzvodov za normalno delovanje v okviru družine, očitno išče neko pozornost in na nek način to mladostniško razposajenost ne zna brzdati oziroma gre preko nekih meja, ki so še tolerantne ali pa razumljive za neko družbo. Policija je v povezavi z dogodki že ukrepala in obravnavala več storilcev. Policija namreč dogajanje v občini spremlja že dalj časa in ocenjuje, da so razmere obvladljive. Od meseca marca pa do zdaj smo imeli 12 postrenih nadzorov po splošnih policijskih nalogah po cestnem prometu. Ugotovljene so bile številne kršitve cestno-prometnih predpisov, 2 mladoletnikov so bili tudi zaseženi skuterji. Kar se pa tiče objav v medijih oziroma prijavljenih kaznivih dejanj, smo eno kaznivo dejanje že razrešili, podali, ker sta storilca mladoletnika so bile podane kazenske, tako da so zadeve na tožilstvu. Drugo dejanje, ki je bilo storjeno prejšnji petek, pa je še v fazi raziskave. Policija bo nadaljevala z povečano prisotnostjo patrulj na območju občine. Dodatno k občutku varnosti pa prispeva tudi videonadzor. Za uspešno izvedbo morebitnega kazenskega postopka ali pa prekrškovnega postopka morajo biti kršitelji prepoznavni. Posnetki morajo biti prepoznavni, da lahko policija mogoče naredi kako prepoznavo. Če gre za morebitno kršitev po zakonu o varstvu javnega reda in miru, mora biti ta občan tudi ogrožen. Na Centru za socialno delo Maribor poudarjajo, da so pri obravnavi nasilja ključne pravočasne prijave. Tako občina kot policija občane znova pozivata, naj vse tovrstne primere nemudoma prijavijo. Dosti je bilo tudi rečenega, da si občani ne upa določenih stvari povedati. Obstaja številka, anonimna številka, na kateri tudi lahko prijavlja mogoče kakšna kazniva dejanja, prekrške ali pa druge stvari, ki se dogajajo v sami občini. Naloga občine oziroma moja naloga predvsem ta, da dam nekako sporočilo vsem občanom, da morajo zaupati organom pregona in reda, da naj ne postopajo na lastno pest, naj na nek način se vseeno strasti umirijo. Nekako potrpljenje je tisto, kar mora biti prisotno. V vsakem primeru samodejno ukrepanje lahko pomeni še večjo težavo, še večji eksces ali pa večjo nesrečo, pa prav tako se moramo zavedati, da vsak tak, ki bo ukrepal na lastno pest, bo tudi seveda odgovarjal. Ravno tako kot ti, ki so sedaj nekako zaznani in identificirani kršitelji. Na občini si želijo predvsem, da bi občanom zagotovili večji občutek varnosti. Predvsem
je naša skupna želja, da se strasti umirijo, da na nek način in ena in druga stran stopi korak nazaj, se pravi, nekateri tisti v besedah gostilniških, jaz bom svoje roke zadeve reševal, vse te prosim, da naj tudi takega dialoga več ne spodbujajo, hkrati pa predvsem starše teh mladoletnikov, da se zavejo resnosti teh njihovih dejanj, ki jih povzročajo otroci. Skupnimi močmi vseh pristojnih in občanov želijo v Dupleku izboljšati varnost ter zagotoviti bolj mirno okolje za vse prebivalce. V občini Destrnik pa nadaljujejo z vlaganji v športno infrastrukturo. Novo podobo bo dobilo tudi igrišče za umetno travo, za katerega je občina že podpisala pogodbo. Več kot 85 000 evrov vredna investicija bo prinesla sodobnejše in kakovostnejše pogoje za šport in rekreacijo vseh generacij občanov. V občini Destrnik bo novo podobo dobilo igrišče, ki ga vsakodnevno uporabljajo številni občani vseh generacij. Pravkar smo podpisali pogodbo za rekonstrukcijo igrišča za umetno travo. Gre za površino nekoliko več kot 800 kvadratnih metrov in pa z sanacijo servisnega dela. Celotna investicija je velika nekoliko več kot 85 000 evrov, s tem, da smo dobili sredstva strani Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Prenova je še en korak v nadaljnjem posodabljanju športnih površin v občini. To smo se odločili zato, ker smo v tem mandatu obnovili najprej atletsko stezo, kasneje multifunkcijsko igrišče z tartanom in sedaj še igrišče za umetno travo. Dela se bodo začela v kratkem, zaključena pa bodo predvidoma še pred začetkom novega šolskega leta. Pogodbo smo podpisali z izvajalcem gradbeništva Weindorfer d.o.o. Bil je najcenejši ponudnik in veselimo se dela. Po pogodbi bi naj bila končana še pred koncem meseca avgusta. Dotrajano podlago bo več kot po desetletju zamenjala nova umetna trava, ki bo omogočala sodobnejšo uporabo igrišča za različne športne aktivnosti. Igrišče je namenjeno vsem uporabnikom, prilagojeno tudi za uporabo starejših ljudi, za uporabo in dostop za invalide, predvsem pa ga uporabljajo naši osnovnošolski otroci, pa tudi vrteški. Županja je izpostavila, da je sodobna športna infrastruktura pomemben temelj za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in povezovanja občanov. Želimo si, da z sodobno infrastrukturo tudi na športnih igrišču nekako privabimo tako mlade kot starejše oziroma vse starostne skupine v naši občini, da se odločijo za malo več zdravega načina življenja, gibanja v naravi in ukvarjanja z športnim in rekreacijskim delom svojega življenja. Prenovljeno igrišče bo tako predstavljalo še en korak k ustvarjanju kakovostnega in sodobnega športnega okolja v občini Destrnik. V središču Jakoba pa je tudi letos potekala tradicionalna postavitev klopotca, ki je v kraj privabila številne domačine in obiskovalce. Poglejmo, kako je bilo. Številne domačine in obiskovalce je tudi letos središče Jakoba privabila tradicionalna postavitev klopotca, ki je postala že stalni del krajevnega dogajanja. Jaz tudi sam izdelam klopotec, to je prvi jesenski god, je Jakob, in takrat je pač kot kulturno, da se postavijo klopotci in naznanijo jesen, ki prihaja, ker tudi dostikrat se je reklo, da zapiha jesenski vetrič. Jakobovo je potekalo čez celoten mesec, pri organizaciji pa so sodelovala številna društva, ki so stopila skupaj. Nekateri so v organizacijo vključeni že od majhnih nog. Sem rojen 99, tako da v bistvu sem s tem rastel gor in kak sem bil dovolj star, so me v bistvu v kulturno-umetniškem društvu že porabili in sem pomagal pri organizaciji, pri ozvočevanju, ko sem bil malo starejši, tako da je pa naporno, iskreno. Seveda pa je bil obvezen tudi blagoslov klopotca. Je klopotec simbol slovenskih goric, simbol dela mnogih vinogradnikov, ki se trudijo čez celo leto. S tem, ko blagoslovimo klopotec, nekako kličemo tudi Božje varstvo na njihovo delo in na naše vinograde. Ob postavitvi so obiskovalci uživali v kulturnem programu ter pokušini domačih vin. Ta je tudi letos povezala ljubitelje dobre kapljice. V življenju nisem izpustila še nobene Jakobove nedelje. To je naš farni in krajevni praznik, ko se zbere ogromno ljudi,
In tukaj potem tudi po več letih, ker smo se razkropili po svetu naokrog, se znajdemo tukaj sošolci, sosedje, sorodniki. In pa v zadnjih letih se je zelo razmahnila tudi kulturna dejavnost. Smo prišli, ker zelo nas zanima poznati kulturo in družiti z ljudmi. To je za nas zelo, zelo pomembno. Tako da, ko je ena možnost, da ljudi se druži, mislimo, da je lepo, da se vidimo na oči, da se srečamo, da se poznamo. Postavitev klopotca v središču kraja predstavlja poklon vinogradniškim in kmečkim koreninam ter opominja na pomen dediščine, ki jo želijo prenašati na mlajše rodove. Kot veste, pridelamo skoraj, mislim, da največ vina na prebivalca v Sloveniji, tudi spije se ga ne malo in prav je, da se ta tradicija nekako nadaljuje. In prav s postavitvijo klopotca v centru je prav, da se spomnimo teh naših tudi vinogradniških in seveda tudi kmečkih korenin. In dogodek je dokazal, da tradicija, dobro vino in druženje ostajajo pomemben del življenja v Slovenskih Goricah. V Spodnji Kungoti pa je 18. festival Klopotec znova združil tradicijo. O postavitvi dveh različnih klopotcev so organizatorji poudarili pomen ohranjanja kulturne dediščine, obiskovalci pa so ob glasbi, humorju in druženju dokazali, da tovrstni običaji še vedno povezujejo skupnost. Na 18. festivalu Klopotec, festivalu tradicije, so v objemu vinogradov pri Stari Preši v Spodnji Kungoti znova postavili klopotec. Zanimivo pa lepo, da se to ohranja. Lep je običaj in je treba to negovati. Da se družimo, da ohranjamo našo tradicijo in to je nekaj lepega. Za izvedbo festivala že vrsto let skrbi Kut Lipa, pri organizaciji pa sodelujejo tudi številna domača društva in ustanove. Skupnimi močmi ohranjajo običaje, ki povezujejo kraj in njegove prebivalce. Poudarja povezovanje ljudi, srčnost, ohranjanje kulturne dediščine in prenašanje na mlajše rodove. Letošnji festival je zaznamoval poseben mejnik. Bila sta prvič v tej zgodovini festivala Klopotec postavljena dva klopotca hkrati. S tem smo pokazali združevanje, pa da v skupnosti je moč, če skupaj stopimo seveda. Tega slovenjegoriškega oziroma prleškega, kot mu tukaj rečemo, na drugi strani pa haloški tip klopotca, Mirko Škofič ima haloški klopotec. Mi krajani Spodnje Kungote v okviru Kuda Lipe pa imamo slovenjegoriški tip klopotca. Klopotec ostaja simbol vinogradniške tradicije in rodovitnih vinorodnih dežel. Že v preteklosti je bil tudi njegov namen, bi rekli, za odganjanje, torej vedno lačnih ptičev iz dorečih, tako žitnih polj, kakor vinogradov. Sedaj v tem času pa je klopotec simbol povezovanja, privabljanja vseh dobrih ljudi, vseh tistih, ki skozi leto skrbijo v vinograd za delo. Med trtami raste tudi potomka najstarejše trte z mariborskega Lenta, a vinograd je letos prizadela trsna rumenica. Odkar so zagotovili to žarišče in se res vsako leto je več trt okuženih za to rumenico in letos je tudi se zgodilo, da je še naš cepič stare trte bil okužen s tem in smo ga mogli odstraniti. Tako so za svojo glasbo dogajanje obogatili člani kungoške pleh muzike. Za smeh obiskovalcev pa sta poskrbeli članici gledališke skupine Veseli oder z skečem Kura je vstala od mrtvih. Jezus Kristus, župnik, jaz moram za mašo dati. Pa kaj pa naj naredim, če ti kura vstane od mrtvih, kadar mi mož tudi vstal od mrtvih? Bog ne daj! Takšni dogodki so pomembni za občino Kungota, predvsem za Spodnjo Kungoto, saj ohranjajo tradicijo in običaje tega območja. Glede na to, da se na tem dogodku odvija tradicija, ki je veljala na tem območju, 18. festival Klopotec, eden izmed 4 krajevnih praznikov, ki jih imamo v občini Kungota. Na ta dan se Spodnje Kungočani in Spodnje Kungočanke nekoliko več podružijo,
pridejo tudi ljudje, vidim iz drugih vaških skupnosti, kar me izjemno veseli. Predvsem pa je pomembno, da ohranimo ta socialni stik in to druženje, ki je v preteklosti bilo veliko bolj intenzivno kot danes v dobi digitalnih vsebin in pa pripomočkov, in veseli me, da si ljudje še vzamejo čas za tiste sicer majhne na videz, pa izjemno pomembne stvari, kot je druženje. Ko sta se klopotca zavrtela, nista obudila le starega običaja, ampak tudi zgodbo o povezanosti ljudi in spoštovanju do dediščine. Njuna pesem bo med vinogradi odmevala vse do trgatve. Festival Art Stays pa je letos obiskal tudi Majšperk, namreč v kreativnem centru Breg so odprli razstavo, imenovano Solze v dežju, nemškega umetnika Manfreda Murkempa, ki se s svojimi deli obiskovalce popelje v svet sodobne umetnosti in razmislek o minljivosti. V okviru 24. mednarodnega festivala sodobne umetnosti Art Stays na Ptuju, ki združuje priznana domača in tuja umetniška imena, je del festivalskega programa letos prvič gostil tudi kreativni center Breg v Majšperku. Z takimi mednarodnimi razstavami pripavljamo publike iz širšega prostora, slovenskega recimo, kar je pomembno, ker potem kraj s tem seveda pridobiva. Seveda galerija je tudi neka dodana vrednost krajev, ker pač se dogaja neka kultura in to recimo lahko rečemo zelo visokem nivoju. V središču razstave z naslovom Solze v dežju so bila dela priznanega nemškega umetnika. Razstava pa nekako kaže njegovo delo na papirju, kjer seveda poskuša skozi neko strukturo, mreženje, za to neko gesto prikazati neko polje, kjer barva kot tekočina tvori, išče svoje poti in v bistvu s tem tvori neke abstraktne kompozicije, neke prehajanje iz teme v svetlobo, sploh tiste slike, ki so črno-bele, tam izrazito upelje tudi neke grafizme. To se pravi tudi dvojnost med neko amorfnostjo, naravnostjo, potem upelje nek racionalni sistem, kot je mreža. Razstava predstavlja pregled njegovega ustvarjalnega obdobja, ki ga je pripravil mednarodno priznani kustos. Skozi izbrana dela opozarja tudi na to, da najboljše stvari v umetnosti, pa tudi v življenju pogosto ostanejo neopažene. Manfred is dealing with a very, very deep personal honesty about his work, because I think he's, like, as I mentioned, he's one of the artists that has the rare qualities of being able to concentrate solely on his work for his entire artistic career. So I think there's not as a pun, but there's an immense depth, and then there's an immense, very careful, meditative technique to the works. So I think he exemplifies quality in having the possibility to really engage deeply with his practice. Skozi izbrana dela umetnik odpira vprašanja o času, estetiki in minljivosti ter obiskovalce vabi k osebnemu razmisleku o svetu, ki nas obdaja. Umetnost skozi to svojo neposrednost nekako kaže umetnika, res, ker se razgali skozi delo, mi skozi delo vidimo, kako razmišlja, o čem razmišlja, kako dela, kaj to njemu pomeni, kaj žrtvuje, in hkrati nas seveda želi upozoriti ne samo na neko estetiko, ampak tudi na to vse to, kar nas spremlja v življenju, vse to, kar se okrog nas dogaja. Galerija kreativnega centra Breg v Majšperku skozi leto gosti številne razstave, ki v lokalno okolje prinašajo raznoliko umetniško ustvarjanje. Edina skoraj ena občina, ki ima galerijo in hvala Bogu, da je na ogled različni umetniki, različna dela, lahko se spoznavamo tudi mi kot laiki, da vidimo, da je umetnost širokega pojma in je lepo videti. Razstava je tako še en dokaz, da lahko sodobna umetnost preseže meje velikih kulturnih središč in najde svoj prostor tudi v lokalnem okolju, kjer odpira nove preglede in spodbuja razmislek. Ptuj je tudi letos zaživel v znamenju glasbe. Festival Arsana je z vrhunskimi domačimi in tujimi izvajalci privabil okoli 18.000 obiskovalcev, med njimi tudi številne iz tujine. No, srednji del festivala pa je tokrat sklenil svetovno uveljavljeni violončelist Luka Šulić.
Ptuj je tudi leto zaživel kot mesto glasbe, ki zna gostiti velika imena svetovne glasbene scene, hkrati pa skozi festival Arsana obiskovalcem predstavlja svojo bogato kulturno dediščino, ustvarjalnost in gostoljubnost. Koncert Luke Šulića je bil vrhunec letošnjega festivala Arsana in hkrati mogočen zaključek njegovega osrednjega dela. Festival je tudi letos potrdil, da lahko Ptuj gosti glasbene projekte najvišje ravni ter privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Koncert je bil odličen, publika fantastična, fenomenalna, ambient prav tako. In koncert je v bistvu, prvi del koncerta so moje avtorske skladbe, na kar pa posvečamo pozornost nečemu, kar mi je bilo vedno zanimivo kot glasbeniku, kot aranžerju tudi, to je rušenje žanrov med različnimi rušenje mej med različnimi žanri, tudi nekaj priredb Queena, Vivaldi 4-letni časi na čelu, ki je bil v bistvu moj prvi album, ni bil avtorski, ampak Vivaldi 4-letni časi na čelu. Tako da ja, koncert je v bistvu en povzetek cele moje filozofije in moje glasbene poti do sedaj. Festival Arsana je v zadnjih letih presegel okvir lokalnega dogodka in postal pomembna kulturna točka, ki na Ptuj privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Letošnjega festivalskega dogajanja se je udeležilo okoli 18.000 ljudi, med njimi približno 3.000 tujih obiskovalcev. V občini Gorišnica pa je pred dnevi potekalo športno udejstvovanje in sicer znova je zaživel v polnem tekom dogodek, posvečen teku in nordijski hoji, ki je privabil več kot 300 udeležencev, med katerimi pa je bila tudi tretjina domačinov, no preostali pa so v Gorišnico prišli iz okoliških krajev. Da je za občane in občanke, ne nazadnje pa tudi za druge, dogodek, v katerem sta združena tek in nordijska hoja v Gorišnici, zelo pomemben, je poudaril organizator. Zelo pomemben, če vidimo, da je prišlo več od 300 tekačev in tekačic, tudi dobra tretjina domačinov in domačin, to pomeni, da je to res v Gorišnici je zdravje in zdrav življenjski slog na prvem mestu. Kakšna pa je razlika v udeležbi teka in pa nordijske hoje? Tu pa je velika razlika, za nordijsko hojo se je odločilo malo. Da je bil dogodek odmeven in pomemben, se strinja tudi župan. Šport je gonilna sila zdravja v življenju, pa glede na to, da imamo zelo dobre sodobne objekte za športno infrastrukturo, se mi zdi, da je zelo pomembno, da spodbujamo šport. Kako pa je vaša občina primerna za to progo, se pravi, kakšna proga se danes pričakuje, preko katerih krajev poteka? Ja, danes v bistvu naredijo progo po vaseh, bolj ob dravskih vaseh, zaradi da ne preče glavne ceste, kar je večji logistični zalogaj. Teče se pa čez Formin, Gavce, Placerovce, potem pa spet nazaj v Gorišnico. Tukaj na stadionu se začne in tudi konča, tako je tudi primerno za to disciplino. Proge pa so bile različnih dolžin. A kakšne proge so pa bile za tek? Za tek smo imeli danes za najmlajše 400 metrov za prvo osnovnošolsko triado, 800 metrov 2 atletska kroga za drugo osnovnošolsko triado ter 6-kilometrski in 12-kilometrski tek za občane in štajersko-koroški pokal. In kaj pravijo tekači, ki so se zbrali na startu in se že ogrevali? Zaradi svojega zdravja, ker je to fajn, da se gibamo. Pa posebej še pa fajn, če smo v družbi, da se gibamo. Letos je sicer prvič na tem teku, ampak mislim, da bo super, mislim, da smo imeli fajn. Ste se kaj posebej pripravljali za danes? Nekaj posebej ne, ampak sem prejšnji teden en gorski tek opravil, Goro Oljko, pa bo po ravnici bo šlo. 12 bo za starega deda, 12 prava kilometrina. 6 smo pa laufali, ko smo 20 let bili stari. Ste se kaj posebej pripravljali za današnjo tekmo? Da treniram 3-4 na teden. Ne na dan, 3-4 na teden. Ja, zaradi tega, ker tekam še ti pokal, štajersko-koroški pokal in jaz gleda tudi tu ta lokacija. Pa jaz rada tečem. Na koliko kilometrov pa danes tečete? Tečem na 12 kilometrov. In kakšne so vaše taktike, da to pretečete? Ja, v začetku sem malo bolj z rezervo, bolj na koncu pa že malo potegnem. Kako pa vam je tekati v Gorišnici, vam je všeč tukaj in kaj pričakujete od današnje trase? Ja, letos sem drugič tu,
lani sem že vam. Če je tista trasa, ki je bila lani, super, meni je bo všeč. Tako. Kar nekaj je bilo tudi mlajših, ki so odtekli 6 kilometrov. Ste se kaj posebej mogoče pripravljali? Pa niti ne. Se vam zdi težko preteči 6 kilometrov? Takte. Včasih, odvisno. In kako vam je teči v Gorišnici? Vam je tukaj trasa lepa? Pa ja, okolje, pa narava. Ja, super. Tako tek kot nordijska hoja sta združila udeležence in udeleženke vseh starosti. Poleg teka je bila namreč v ospredju tudi nordijska hoja, ki postaja vse bolj priljubljena oblika rekreacije. Zaradi uporabe palic aktivira večino mišic v telesu, hkrati pa je prijazna do sklepov. Na Muti so že pred mesecem odprli prenovljeno občinsko cesto Karavla-Verdinek. Z obnovo so izboljšali prometno varnost, dostopnost do tamkajšnjih domačij ter povezavo med krajem. No, cesta pa tako predstavlja pomembno pridobitev za tamkajšnje prebivalce. Prenovljena cesta Karavla-Verdinek prinaša varnejšo in udobnejšo vožnjo za vse uporabnike. Z rekonstrukcijo so izboljšali vozne razmere, povečali prometno varnost ter zagotovili boljšo dostopnost do domačij in kmetij v Bistriškem jarku. Naložba je pomemben korak k nadaljnjemu razvoju prometne infrastrukture na Muti in boljši povezanosti tamkajšnjih krajev. To je za danes v oddaji Občinski informator vse. Ostanite pa v naši družbi še naprej, kajti že ob 20. uri si lahko ogledate podcasta Pod črto mandata. Najprej, torej, ko že rečeno ob 20. bo na sporedu Janez Kramberger, župan občine Lenart, in ob 20.30 sledi Angelca Mrak, županja občine Muta. Toliko z moje strani, imejte lep preostanek tega dne in nasvidenje.